Za 161.182 osnovnošolcev in 78.500 dijakov po vsej Sloveniji se bodo v ponedeljek, 24. junija, začele dolgo pričakovane poletne počitnice. Društva Zveze prijateljev mladine, mladinski centri in centri za obšolske dejavnosti po vseh večjih slovenskih krajih organizirajo široko paleto brezplačnih in cenovno dostopnih počitniških dejavnosti. Čisto povsod imamo organizirano vsaj eno obliko dejavnosti za otroke, ki je med počitnicami dostopna tudi vsem tistim staršem, ki nimajo sredstev, da bi otroke kakorkoli vključevali. In imamo organizirane dejavnosti tudi za otroke, recimo z motnjami v razvoju, tudi za gluhe. In imamo brezplačna letovanja na morju in v hribih. V hribih, recimo v Kranjski Gori, imamo specializirana letovanja, Media Camp, Montessori šolo, Happy Holiday šolo tujega jezika, nogometni tabor, plezalni tabor. Skratka, imamo tabore, ki lahko vključujejo tudi otroke, ki imajo težave govora in sluha. Brezplačen je za otroke, kjer starši ne morejo omogočiti niti ene od oblik dejavnosti. In zato na priporočilo zdravstvenih služb, na priporočilo šolskih svetovalnih služb, strokovnih služb otroke vključujemo brezplačno, seveda do tiste mere, kjer pač zmoremo pridobiti donacije. Za prijavo na tedenska brezplačna letovanja in tabore je že nekoliko pozno, a je vendarle vredno preveriti na spletni strani lokalnega društva ali v šolski svetovalni službi. Zagotovo pa je še dovolj mest za dnevna brezplačna počitniška varstva, delavnice, kopalne dni, izlete po Sloveniji z minimalnim doplačilom in še bi lahko naštevali. Zveza prijateljev mladine dogodke organizira v mnogih mestih in krajih po vsej državi. Podrobnosti si lahko pogledate na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tam, kjer so samo delavnice, lahko otrok kar sam pride. Tam, kjer so varstva s prehrano, je treba pa najaviti, ker mi moramo vedeti, koliko otrok bo, ker so organizirane celodnevne tudi prehrane za otroke, torej zajtrk, malica, kosilo, malica. Zelo je pomembno, da pravzaprav starši ponudimo ali pa omogočimo otrokom vključevanje v številne dejavnosti, ki so zanje tudi pripravljene. Organiziran prosti čas med počitnicami je silno pomemben, predvsem za učence, za dijake, saj celo leto res porabijo ogromno energije, da zmorejo šolski uspeh. Šolska vrata se bodo znova odprla v ponedeljek, 2. septembra. Do takrat pa vam ekipa Spletne TV želi 10 igrivih, veselih in sončnih počitniških tednov.